Sedaj bom predstavil še platformo Galaxy. To je odprtokodna platforma za fair analizo podatkov, ki uporabnikom omogoča, da prek svojega grafičnega spletnega vmesnika uporablja orodja iz različnih domen, ki jih je mogoče vključiti v delovne tokove. Potem omogoča tudi zagon kode v interaktivnih okoljih, kot so RStudio, Jupyter in tako naprej, skupaj z drugimi orodji ali delovnimi poteki. Prav tako je mogoče upravljati podatke z deljenjem in objavo rezultatov, delovnih tokov in vizualizacij. Prav tako pa je možno zagotavljanje ponovljivosti z zajemanjem potrebnih informacij za ponovitev in razumevanje podatkov. Strežnikov je veliko in skoraj vsi so odprti ter brezplačni za uporabo za vsakogar, več jih je kot 125. Glavni strežniki so usegalaxy.org, ki je namenjen za Američane, potem je usegalaxy.eu, ki je največji v Evropi, in usegalaxy.org.au, ki je največji v Avstraliji. Naprimer, usegalaxy.eu je največji primerek Galaxyja v Evropi in je eden največjih na svetu, ki ima celo bolj specifične poddomene. Da vidimo, kaj to pomeni, samo sekunda. Se pravi, če scrollamo do dol, vidimo tukaj, Mogoče spet malo povečate, se opravičujem. Ne, se je v redu. Tukaj lahko vidimo, da imamo bolj specifične poddomene, ki so tudi podprte v svojih skupnostih. Če kliknemo na par domen, recimo za gensko analizo RNA in pa za delo s slikami, tukaj lahko vidimo, da je struktura strani zelo podobna oziroma enaka. Na levi strani so orodja, ki jih imajo določene poddomene, potem je na sredini neka vsebina, ki predstavi to poddomeno. Na desni strani je pa zgodovina, ki jo pač potem delamo. In tukaj tudi spremljamo naš tako imenovan workflow. Največja razlika med temi poddomenami je v uporabi njihovih orodij. usegalaxy.eu, ki je največji strežnik, ima pa tudi implementirana vsa ta orodja, ki jih imajo te poddomene. Potem lahko imamo tudi Galaxy privatni strežnik, zato je potrebno namestiti osnovno različico, to je različica Galaxy Flavor, ki ima orodja za določeno področje in ali uvoziti orodje iz knjižnice podatkov, ki jo uporabljajo naši uporabniki oziroma jih potrebujejo. Tako lahko strežnik z orodji prilagodimo po lastnem okusu, toda tudi v uradni Galaxy dokumentaciji je opozorilo, da če to ni potrebno storiti, se tega raje ne lotevajte. Razlogov je več, ti so finančni in performančni stroški, potem je čas za popolno vzpostavitev strežnika, potrebno je razumevanje vseh funkcionalnosti, potrebno je paziti, da ne podvajamo že obstoječih strežnikov, potem da imamo potrebna orodja za našo domeno, ampak istočasno ne smemo imeti nepotrebnih orodij. Prav tako pride tudi izobraževanje uporabnikov za uporabo našega strežnika in orodij in podobno. No, kot sem že prej omenil, imamo ta Galaxy orodja. To so orodja, ki omogočajo poenostavljen način za analizo, upravljanje, obdelavo podatkov in tako naprej. Lahko napišete svoje orodja, ki jih lahko uporabite na svojih strežnikih, ali uvozite orodja iz Galaxy Toolsheda za uporabo na svojem strežniku. Če želite to narediti, morate biti skrbnik oziroma lastnik tega strežnika.
Če želite svoje orodje objaviti, pa ga morate najprej narediti na svojem lokalnem strežniku. Nato ga morate objaviti v orodjarni, kjer mora biti sprejet. Zatem ga lahko uvozite na svoj javni strežnik. Ali pa se lahko poskusite pogajati z useGalaxy, ne vem, če ste v Evropi.eu, zato je tukaj zvezdica, odvisno pri katerih useGalaxy ste, da ga tam vključijo tudi oni. Naprimer, useGalaxy.eu ima nameščenih več kot 2500 različnih orodij, pa če jih samo pogledamo, vidimo, da so orodja lahko najbolj osnovna, se pravi za pridobitev in pošiljanje podatkov, potem je za manipulacijo nad besedilom, za filtriranje in sortiranje, potem imamo tudi orodja za analizo genomov, kot vidimo jih je zelo veliko. In pač, kot vidite, je teh orodij že 2963, se pravi, dejansko skoraj vsak dan dodajajo neka nova orodja. Deljenje podatkov, rezultatov ali pa kar celotnih delovnih procesov preko useGalaxy je precej enostavno. To lahko storimo kar s par kliki. Lahko delimo samo specifičnemu uporabniku, vendar ta mora biti registriran na platformi Galaxy. Lahko delimo s spletno povezavo, torej da lahko dostopa kdorkoli, ki ima to povezavo in ni potrebno, da je registriran. Lahko pa tudi objavimo javno, takrat pa je objava vidna v seznamu objavljenih artiklov in ta objava ima tudi svojo URL povezavo. Skupnost je ključnega pomena za Galaxy osnovno poslanstvo, omogočanje novih ponovljivih raziskav v znanosti, bogatih s podatki in zunaj nje. Za širjenje in poučevanje skupnosti se odvijajo razni odprti dogodki, potem so konference, seminarji, usposabljanja in prav tako potekajo tudi usposabljanja za različna orodja. Za določeno področje raziskav potrebujete posebno usposabljanje za uporabo določenega orodja, enako velja tudi za vaš strežnik po meri. No pa da na hitro pogledamo še, kako deluje ta platforma Galaxy. To storimo tako, da direktno napišemo URL, se pravi useGalaxy.eu, ker če boste šli napisati v Google, vam bo kot prvi rezultat vrnil ameriški strežnik. No, kot vidimo, imamo enako kot prej, je struktura enaka kot prej, se pravi, na levi strani imamo orodja, tu je vsebina in na desni je zgodovina. Pa gremo za začetek samo preimenovati to v sedanjost. In sedaj vidimo, da če hočemo nekaj delati, moramo seveda naložiti podatke, nad katerimi bomo delali različne operacije. To storimo lahko z gumbom na Upload Data. Tukaj gremo pod Choose Local Files in bomo zopet delali nad iris.csv. Kot vidimo, je vse enostavno, kliknemo samo na Start in to zapremo. Tu na desni vidimo, da se je sedaj ustvaril ta prvi korak. Če je obarvan sivo, pomeni, da je naš korak v čakanju, v čakalni vrsti. Potem se bo obarval oranžno in ko je vse v redu, se obarva zeleno. Zdaj ne vem, zakaj dela tako počasi, tako da bom lažje razložil, če grem na projekt, ki sem ga že
pač naredil, pa bom lažje tam razložil, pa se lahko vračam. Se pravi, če hočete videti svoje projekte, ki ste jih prej že delali, gre se tukaj pod Histories. Tukaj je potem vaša zgodovina, pa lahko pač kliknemo na eno, pa bomo klikali na to. Potem se tukaj naloži zgodovina, ki smo jo delali. Gremo nazaj na domačo stran našega projekta. Se pravi, tukaj vidimo, da sem najprej pač naložil našo datoteko. Ko kliknete na ta zavihek, lahko vidite, da se tudi izpiše ta preview. Se pravi, je skoraj podobno kot pri Jupyteru, ko smo vpisali funkcijo head, se pravi, dobimo prvih 5 vrstic. Potem tukaj lahko dodajamo značke. Kot vidimo, sem tukaj dodal samo značko Iris. To je koristno iz tega vidika, da če bi primerjali več različnih datotek CSV, jih potem lažje ločimo. In iz tega, ko gremo na to, če kliknemo tukaj, vidimo, da lahko spreminjamo lahko spremenimo tip datoteke. Se pravi, tukaj je sedaj CSV, ampak vidite, da imate na izbiro veliko drugih tipov datotek. Mi potem kliknemo ker hočemo spremeniti CSV v tabularno obliko, se potem tukaj klikne na Create Dataset. Vidimo, da se zopet postavi v čakalno vrsto. Zatem, ko bi se to naredili, vidimo tudi, da se prenesejo vse značke, ki smo jih tukaj zapisali, se pravi, se prenesejo naprej in ni potrebno za vsakega posebej dodajati tega. Pa bom kar pokazal na tem, ki je že narejen, se pravi, če kliknemo na to oko tukaj, se nam izpiše celotna tabela, ki je bila, izpišejo se podatki, ki so bili pretvorjeni v tabularno obliko. S tem, če mi hočemo sedaj izrisati nek graf, je potrebno, da tukaj odstranimo to glavo datoteke. To pa storimo tako, da gremo tukaj v orodja, tukaj poiščemo Remove Beginning, pa vidimo, da je tukaj orodje z imenom Remove Beginning of a File, se pravi, odstrani začetek iz datoteke. V prvo to vrstico vpišemo število vrstic, ki jih želimo odstraniti. Zdaj, ker imamo tukaj samo eno vrstico, ki jo želimo odstraniti, je tudi tukaj samo ena. Tukaj kliknemo potem na Execute in se potem zopet se čaka, da se to izvede. Samo da še omenim, tukaj je za vsako orodje pač opis in pa imate tudi celo primer, kako to orodje deluje. To je zelo preprosto orodje, kot vidite, ima samo eno vnosno celico. Tukaj se še potem lahko izbere, nad katerim tem zavihkom tukaj hočemo to operacijo narediti. Se pravi, ko Galaxy konča s svojim delom, dobimo, kot vidimo tukaj, podatke, ki nimajo več te glave vrstice. To lahko tudi preimenujemo, se pravi, lahko napišemo iris clean.
in shranimo. Tukaj vidimo, da se je pač preimenovalo. Potem lahko nad temi podatki izračunamo lahko povprečje, standardni odklon in pa druge matematične operacije, ki jih bomo združili po vrstah. Se pravi, to pa naredimo z orodjem DataMesh, ki dela operacije nad tabularnimi podatki. Tukaj vzamemo, katere podatke bomo obdelovali, in ker ima ta opcija, da lahko odstrani sama glavno vrstico, lahko vpišemo tudi podatke, ki smo jih tukaj pretvorili v tabularne, se pravi, da te, ki še imajo to glavno vrstico. Tukaj se pravi označimo, da ja, potem za rezultate bomo izpisali glavno vrstico, sortirali bomo tudi podatke in pa, če je slučajno kakšna vrsta zapisana z veliko začetnico, ostale so pa z malo, bomo to ignorirali in bomo še zmeraj vstavili v isto skupino. In potem tukaj izberemo potem operacije, ki jih hočemo delati nad skupinami, se pravi, izberemo povprečje nad dolžino listov in pa standardni odklon nad dolžino listov, in potem še tako naredimo lahko še za drugo, se pravi za širino listov, se pravi povprečje in pa standardni odklon, in potem tako naprej lahko za vse 4. In pa tukaj ne smemo še pozabiti, moramo določiti, po katerem stolpcu bomo sploh grupirali kako bomo ustvarjali skupine. In ker mi hočemo videti po vrsti, se pravi, da bomo vzeli 5. stolpec. To tudi spet executamo in tukaj potem dobimo rezultate. Se pravi, če kliknem na to oko, vidimo, da se tukaj so tukaj smo ustvarili skupine, se pravi, so 3 skupine, Setosa, Versicolor in Virginica, isto kot smo prej v JupyterLabu že naredili z funkcijo unique. Tukaj smo izračunali povprečje in pa standardni odklon dolžine listov in pa povprečje in standardni odklon dolžine cvetov. Kot vidimo, je Setosa lahko primerja, ima pač krajše liste in pa tudi krajše cvetove. Če to hočemo sedaj prikazati na grafu, imamo spet orodje, ta se pa imenuje scatterplot. Uporabimo drugega in tukaj izberemo, katere stolpce po katerih stolpcih hočemo prikazati naš graf. Se pravi, tu bomo pa izbrali naš iris clean, ki nima glavne vrstice, se pravi, input bo iris clean in na x osi bomo dodali prvi stolpec, na y osi bomo pa prikazali drugi stolpec. Lahko dodamo tudi naslov našemu grafu, lahko seveda tudi damo naslov x in y osi. In potem je pa še zelo pomembno, da tukaj pod naprednimi opcijami izberemo, kako bomo naredili skupine, se pravi, kako jih bomo grupirali.
in izberemo drugo opcijo, se pravi, da bomo ločili po vrstah, se pravi, da izberemo spet peti stolpec. Tukaj lahko še izberemo barve, pa izberemo drugi set, da se pač da se lepše loči, kako se pač izrišejo točke na grafu. In potem imate še opcije, kako se prikaže graf, se pravi širina in pa višina grafa ter kakšna bo ločljivost grafa. Potem lahko še tukaj izberemo, če hočemo na primer izvoziti če hočemo izvoziti v PDF datoteko, kot PDF datoteko in spet kliknemo samo na Execute. In vidimo, da so ostali že končani, ampak ker nam že zmanjkuje časa, bom samo pokazal, kako to pol izgleda. In vidimo, da se pač ustvaril graf. Tukaj za zeleno je vrsta setosa, se pravi, tako kot smo že prej videli v povprečju in pa v povprečju vrst, se je ta ločila od Verzicolor in Virginike, in to lahko tudi, to sliko lahko potem tudi seveda shranimo. In sedaj, prej sem omenil, da lahko mi ta naš workflow delimo, gremo tukaj spet pod user in pod histories. In če hočemo deliti nek workflow, kliknemo na pučico in share or publish, počakamo, da se redirecta. No in tukaj vidimo, da je trenutno naš workflow dostopen samo nam oziroma tistim uporabnikom, ki so že registrirani na platformi. Lahko pa to zgodovino tudi delimo, samo s klikom na ta gumb. In sedaj lahko to delimo preko URL povezave, lahko pa to zgodovino tudi objavimo in se bo prikazala v published histories. To je to, kar sem mislil pokazati glede Galaxyja, tako da je to, kar se tiče predstavitve, vse.